Lepo pozdravljeni na naši oddaji Aktualni dogodki. Tematika današnje oddaje je muslimanski praznik Ramazanski Bajram. Zato smo danes povabili k nam muftija, profesorja dr. Nedžada Grabosa. Gospod Grabos je bil muftij v Sloveniji od leta 2006 do leta 2021, sedaj pa deluje kot muftij v Sarajevu. Je redni profesor na Fakulteti za islamske vede v Sarajevu in tudi direktor kulturno-izobraževalnega zavoda Averroes v Sloveniji. Na Teološki fakulteti ga poznamo kot profesorja, ki spremlja študente pri doktorskih nalogah in občasno predava vsebine o islamu. Gospod Grabos, lepo pozdravljeni. Dobar dan, lep pozdrav tudi vam in vašim gledalcem. Najprej vam bi zastavil vprašanje, kaj pravzaprav pomeni Ramazanski Bajram za muslimane? Pa Ramazanski Bajram pride po mesecu posta, torej muslimani se postijo cel mesec. In to je na nek način tudi zaključek tega zelo pomembnega obdobja, v katerem so muslimani intenzivno prakticirali različne verske obrede, se družinski zelo pogosto srečevali in seveda je tudi to bil intenziven mesec v smislu duhovnosti. Tako da Ramazanski Bajram je kot nekakšna krona vseh teh različnih naporov, ki jih verniki izkoriščajo, da bi najprej osebno duhovno rasli in da bi kot skupnost razumeli pomembnost življenja, ki je dar od Boga, ampak pogosto se pozabimo in živimo tako, da kodar nikoli ne bomo odšli z tega sveta. Tako da je to nekakšna zelo, jaz bi rekel, dobra priložnost za duhovno okrepitev družinskega življenja, ampak tudi povezovalna dejavnost med širšo našo skupnostjo in z ljudmi, s katerim delimo seveda ta življenjski prostor. Se pravi, po enem mesecu postenja pride ta praznik. Kako pa potem pravzaprav izgleda samo praznovanje skupaj z družino in skupnostjo? Kaj počnete na ta dan? Pa, kar se tiče Ramazanskega Bajrama, on ima najprej to versko sporočilo. To pomeni, da se skupnost zbere na molitvi in to je molitva, ki se opravi 45 minut po sončnem izhodu. Ko se opravi ta molitva, potem je seveda ta priložnost, da ljudje obiščejo svoje najbližje. Zdaj so odvisno je tudi, kjer ljudje živijo. Po navadi. Nekoč so ljudje po molitvi takoj šli da obiščejo grobove svojih umrlih in jih tudi v narekovajih pozdravijo, ker so oni tudi bili del njihovega življenja in pomembni za njih. Če se to le da, potem so ljudje izkoriščali priliku, da obiščejo tiste, ki so bolj revni. Reveže so vedno obiskali, da bi oni tudi čutili nekakšno veselje ob Bajramu. Kar se tiče same molitve, ona je pomembna, ker je dva Bajrama in seveda ta petkova molitev so muslimanski obredi, v katerih se imam posebno obrača vernikom svojimi govorom ali pridigom. In Ramazanski Bajram je vedno prilika, da imam, ki govori vernikom, najprej je priporočljivo, da se obred opravi v svoji lokalni mestni džamiji. Seveda, mi zdaj govorimo o Sloveniji, kjer ljudje živijo po navadih največ v mestih, potem imamo manjše prostore, kjer se ljudje zberejo, tam, kjer to ni mogoče, potem se tudi organizirajo molitve v športnih dvoranah. Hvala Bogu, v Ljubljani imamo lepo džamijo, ker se zbere ogromno število ljudi
in ponavadi bajramsko pridigo v Ljubljani ima mufti. To pomeni najvišji predstavnik muslimanov v skupnosti. In v tem smislu v bajramski pridigi se govori o tem, zakaj je bilo pomembno povezovati skupnost skozi mesec Ramazan in kaj smo se učili v tem mesecu. Potem se tudi govori o določenih zadevah, ki so pomembne za samo skupnost, organizacijsko, vsebinsko, in tudi se govori o tem, na kakšen način se skupnost združuje s širšim okoljem v določenih zadevah, ki so pomembne, seveda o določenih vprašanjih, ki so mogoče bolj pereče ali zaskrbljujoče za skupnost, kako se življenje razvija in tako dalje. Priporočljivo je, da bajramsko molitev opravijo vsi člani družine. Tudi je vprašanje, ali ženske hodijo na bajramske molitve. V Ljubljani je to zelo težko organizirati in po drugih mestih in tudi različne so kulture. Če pogledamo arabsko kulturo, oni opravljajo bajramske molitve zunaj džamijskega prostora in ta prostor se imenuje musalla. Nekoč je ta prostor bil tudi v Bosni. Musale so se ponavadi uporabljale samo za bajramske molitve, ker so se okoliščine življenja spremenile, ni ostalo veliko teh primerov, ampak v naši kulturi ponavadi samo moški opravljajo bajramsko molitev. Ni nikjer prepovedano, da ne bi tudi ženske hodile na to molitev, ampak tako se razvila kultura, da v naših okoliščinah je bolj malo ženski opravljajo bajramsko molitev. Ampak so vedno vabljene, da tudi oni pridejo, da opravljajo to molitev. Tako da potem moški grejo zjutraj že na to molitev in na govor, potem se pa verjetno družina sreča ob kosilu. Ja, najprej se obiščejo starejši člani družine. Če so živi starši, potem je najbolj priporočljivo obiskati takoj mamico po opravljeni molitvi in čestitati mami bajram. Potem očetu, ker v hadisu se tako pove, ko je en učenec poslanca Mohameda a.s. vprašal, kdo si zasluži, da ga najbolj spoštuje, rekel mama. 3-krat. 4. je prišel oče, ker vemo, koliko je težko vzgojiti otroka. In zato je priporočljivo najprej, da vsi čestitajo otroci, seveda mami, potem očetu. Če so živi stari starši, seveda je to ta vrstni red. Potem bližji sorodniki in šele ob kosilu se seveda sreča širša ta družina. Ampak je priporočljivo, mi muslimani imamo eno navado, za katero pravimo, da je tudi izvira iz prakse sunne poslanca Mohameda a.s., v kateri poskušamo za vse tiste, ki so se bili prej skregali, da nekako na bajram poskušajo rešiti vse te svoje dileme ali probleme, ki so jih med sabo imeli, in spodbujamo vse tiste, da jo vsaj eni drugim čestitajo bajram. Seveda, določene stvari se težko spreminjajo in pozabljajo, ampak je priporočljivo tudi s tistim, s katerimi mogoče nimamo dobre odnose, da ob bajramu jim to čestitamo z besedami Bajram šerif mubarek olsun, to pomeni naj je blagosloven ta dan ali dan bajrama. In potem je seveda priporočljivo, da se poskušajo obiskati tudi sosedje. Razumemo, da je življenje danes drugačno, ampak ponavadi se organizira kosilo za družino, potem se organizira kosilo tudi, če je le možno, za bližje sosedje, ki nam tudi niso sorodniki, in to spodbujamo. Koliko se to prakticira, to je zdaj vprašanje,
ampak je to bila lepa navada. In to so bili sosedje, ki so prav tako bili muslimani, ali sosedje, ki so pač živeli zraven, tudi če so bili druge vere? Nikoli se ni tukaj gledalo samo na muslimane, ker prazniki služijo za to, da bi ljudje pokazali svoje človeške dobre stvari in strani o prazniku, ne zaradi tega, ker smo iste vere, ampak zaradi tega, ker smo ljudje. In če pogledate prakso, kakšna je bila v določenih mestih, tam, kjer so muslimani seveda živeli, potem je ta praksa bila namenjena vsem sosedom, ne samo tistim, ki so bili muslimani. Ker vemo, takšna je navada tudi pri vernikih drugih verskih skupnosti, ker to je enostavno prilika, da pokažemo, da smo vsi ustvarjeni, da pripadamo Bogu, da nam On daruje življenje in da se bomo vsi povrnili Bogu. In tukaj razlika med ljudmi, kar se tiče barve kože ali identitete, je nekaj, kar je pomembno za človeka, za Boga pa ne. In priporočljivo je, da ljudje pokažejo to svojo dobroto o praznikih, posebej o bajramih, in da, če je le možno, tudi se družijo s sosedi, ki mogoče tudi tega ne razumejo. Mi smo vedno spodbujali vernike tudi v Sloveniji, da na takšen način vzpostavljajo kontakte s svojimi bližnjimi sosedi. Super. Najlepša hvala. Se mi zdi, da je to res lepo sporočilo, s katerim lahko sklenemo naš pogovor. Sporočilo o tem, da je Bog tisti, ki ne gleda na naše razlike, ki je vsakega človeka ustvaril, ima vsakega človeka rad. Jaz bi vsem muslimanom v Sloveniji voščil ramazanski bajram in zaželel veliko božjega blagoslova vsem ljudem v Sloveniji. Najlepša hvala, da ste bili z nami, da ste odgovarjali na naše vprašanja. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, da ste bili danes z nami in se vidimo naslednjič.